Dober dan. Mislim, da bo danes to še en vlog, ko bo v bistvu zanimiv večini populacije, oziroma vsaj moje mnenje bi bilo, da bi večina populacije lahko nekaj dobila iz njega. Bo pa po moje predvsem zanimiv za študente pa srednješolce, oziroma nasploh za vse, ko se učite nekih novih informacij, ali pa za športnike, ko se učijo nekih novih gibalnih sposobnosti, oziroma neko tehniko ali pa karkoli takega. V bistvu se bomo danes pogovarjali o tem, kako lahko izboljšamo oziroma pač pohitrimo naše učenje oziroma pohitrimo nalaganje samih informacij v naše možgane. Dejansko bomo šli skozi nek protokol, ki bi lahko v bistvu rekel, da je znanstveno utemeljen. Zdaj ne samo, da bo protokol pomagal, da se bojo informacije mogoče boljš nalagale oziroma hitrejš nalagale, hkrati bomo lahko med učenjem sprejemali več informacij oziroma bolj učinkovito sprejemali več informacij naenkrat v možgane. Zdaj rekel sem, da je verjetno znanstveno utemeljen. Za znanstveno utemeljenost sem mislil, da so vsaj mehanizmi, ki se dogajajo, so pač znanstveno utemeljeni in zdaj kako bi lahko te mehanizme mi izkoriščali za čim boljšo nalaganje informacij. Protokol bomo šli skozi po delih oziroma po komponentah in bom probal čim bolj na hitrico pa čim bolj na lahek način razložiti vsako teto izmed komponent. Je pa seveda v ozadju ful več informacij, pa bi se lahko ful bolj podrobno spustili v to. Na začetku bi se rad zahvalil še vsem svojim Patreon podpornikom, ki še vedno podpirate moje delo, da se razvija v to smer, ko se razvija. Ok, zdaj se pa lahko gremo pogledati, kako postati bolj pameten, bolj hiter. Na začetku je po moje najbolj pomembno pogledati, katere sploh so najpomembnejše stvari za samo nevroplastičnost. Potrebno je omeniti, da je sama nevroplastičnost ful podrobno oziroma ful natančno nadzorovana s strani telesa s pomočjo določenih kemičnih procesov, ki se v bistvu imenujejo nevromodulacije. Dogajajo se pa s pomočjo predvsem nevrotransmiterjev, tako so na primer dopamin, serotonin, acetilholin, adrenalin, ki je v bistvu v možganih epinefrin, pa še bi lahko našteval. In tudi naše telo, na primer, je narejeno na tak način, da do približno 25. leta je za neke nove gibalne vzorce oziroma nove informacije, se pravi za nevroplastičnost, je ful lažje doseči, kot pa po 25. letu. To ne pomeni, tako veliko kdo si predstavlja, da po 25. letu oziroma v starosti pa nevroplastičnosti več ni. Ne, to samo pomeni, da za nevroplastičnost po 25. letu je potrebno poskrbeti na drugačen način, kot pa za nevroplastičnost prej. Zdaj, najboljši primer so na primer otroci, ko absorbirajo podatke tako neka goba, pa se ne rabijo niti osredotočiti na njih oziroma kar neki tavajo, pa bojo se več pa hitreje učili, kot pa en po 25. letu, če bomo na primer gledali isto gibalno sposobnost na novo. Ok, in kaj je pol prva in v bistvu po mojem mnenju najpomembnejša stvar po 25. letu oziroma nasploh za nevroplastičnost? To je fokus. Brez fokusa, ko se bomo hoteli mi nekaj novega naučiti, kot gibalno sposobnost, kot nalaganje informacij, pač ne bomo prišli do tiste nevroplastičnosti, ko bi hoteli. To pa predvsem zaradi ene ful pomembne molekule iz vidika nevroplastičnosti, ki se imenuje acetilholin. Zdaj že zadnjič sem v vlogu o tem, kako lahko postane izboljša nas fokus, govoril o acetilholinu, pa kako si ga lahko predstavljamo, vam probam dan še enkrat razložiti na mogoče boljši način. Acetilholin si lahko predstavljamo tako nek snop svetlobe v temni sobi, ki ga oddaja neka ročna svetilka. V temi zdaj sicer hočemo, da je ta snop svetlobe čim večji, zaradi tega, da osvetli čim večji del sobe oziroma prostora, v katerem smo, ampak ko pa gledamo iz vidika možganov, pa hočemo, da je ta snop svetlobe čim manjši, se pravi, v bistvu si lahko predstavljamo, rajš imamo, da je v bistvu snop svetlobe podoben laserju, ko pa da je razpršen po celi sobi. To pa zaradi tega, ker ožji, ko bo snop svetlobe oziroma bolj, ko bo acetilholin nabran na določen del možganov oziroma določen del sinaps, bolj bojo tiste sinapse v bistvu osvetljene in bolj se bo lahko telo osredotočilo na izboljšanje samega delovanja tistih sinaps. Zdaj pa acetilholin služi še pa kot eno sredstvo, ne samo da osvetli tiste sinapse, ko morajo delovati, ampak tudi jih na nek način bi lahko rekli, da jih označi, pač da bo telo vedlo, kaj more pol utrditi, ko bomo mi šli spat, oziroma ko bomo šli v protokolu bomo uporabili non-sleep deep rest simulacijo, to so pa naprimer hipnoza ali pa yoga nidra ali pa pač določene tehnike in pač acetilholin več ga bo, bolj bo sfokusiran na neke določeno sinaptično povezavo, bolj se bo tista sinaptična povezava lahko utrdila med počitkom. Tak samo hipnoza, yoga nidra, to so vse te non-sleep deep rest protokoli, ki v bistvu simulirajo globok spanec oziroma globok počitek, so dejansko znanstveno utemeljene. Bom tudi delil v Patreon skupino študije.
Ok, zdaj pa, če sem že glih pri tem, se bomo prvo osredotočili na spanec pa na te dve non-sleep deep rest tehniki. Se pravi, fokus bo sam po sebi pokazal, kje v katerih sinapsah in na kak način se morajo zgoditi pač prilagoditve. Spanec, non-sleep deep rest, kot so naprimer hipnoza, samohipnoza ali pa yoga nidra, bojo pa služili kot nek extension samega protokola učenja, kjer se bojo te povezave pol utrdile in so poleg fokusa nujni. Nujni z veliko začetnico pa s klicajem. Spanec je pa itak sam po sebi nujen tudi iz drugega vidika in to je kot predhodno sredstvo za boljši fokus. Se pravi, če bomo mi naspani, bomo dejansko prišli z resetiranimi neurotransmiterji, z spucanimi možgani od proteinov določenih, ko se pač lepijo na sinapse, tako sta naprimer tau pa amaloidni protein, ki sta v bistvu pokazatelja za Alzheimerja, kar sem tudi že govoril. Ok, in pol imamo zdaj še te tehnike, ki simulirajo globok spanec oziroma globok počitek. V prvi vrsti bojo te tehnike služile kot neko sredstvo, da nam bojo lahko naše misli odtavale oziroma se ne bodo osredotočale na določeno stvar. Zaradi tega, ker se bomo mi, ko se bomo sfokusirali na neko nalogo tam, medtem ko se bomo učili, bo ful močen fokus, pa bomo pa šli na čim manj fokusa na določeno stvar. In to bo v bistvu še bolj pomagalo pri utrjevanju samih novih informacij. Zdaj pa, če vzamemo naprimer za primer yoga nidra, ki se po literaturi po mojem mnenju kaže kot najboljše sredstvo, pač non-sleep deep rest simulacije. Lahko traja od 10 minut, jaz osebno uporabljam 10-minutno yoga nidro, lahko pa traja tudi do 1 ure, čist odvisno, kaj hočemo. Zdaj v opis bom delil tudi link svoje najljubše, pa delil bom tudi link do samohipnoze, oziroma hipnoze, ki je zdaj klinično utemeljena, pa se uporablja v kliničnih situacijah, teda tudi to si lahko pogledaš. Ok, zdaj približno razumemo te 4, ko so v bistvu skoraj po mojem mnenju najpomembnejše. In to je fokus, pol je pomemben namen, pa počitek, počitek iz dveh strani. Prvi je počitek kot predhodno sredstvo, se pravi spanec, da mi pridemo res alert na nalogo. In pa kot počitek po tem protokolu oziroma po tem ciklu učenja, kot nalaganje novih spominov. Zdaj si pa lahko pogledamo še, kako naši možgani v bistvu vzemajo vse te stvari. Naši možgani hočejo vse neke gibalne sposobnosti ali pa tudi določene miselne vzorce, kar se da hiter vreči v podzavest oziroma da postanejo avtomatizirane. Najboljši primeri so naprimer hoja, ko ješ hrano, ko piješ neko tekočino, vodo, karkoli. Pač dejansko, če se ne osredotočiš na to, kar delaš, delaš to podzavestno. In to je telesu cilj. Se pravi, najmanj napora za določen gib, za določeno razmišljanje, karkoli. Zdaj pa, ko se gre iz vidika učenja, so pa za naše možgane pomembne v bistvu najbolj 3 stvari. Prva stvar je v bistvu, kaj je sploh naš cilj. Druga stvar je, kako dolgo bo trajalo, da bomo prišli do tistega cilja. Tretja stvar je pa v bistvu, kaj je končni rezultat tega, kaj bomo mi z tistim ciljem dosegli. In v tem primeru se pač možgani pol tudi obnašajo in za vsako stvar od teh 3 pol sproščajo določene molekule, ki bojo dosegle lažje doseganje enega oziroma vse 3 od teh stvari, ko sem jih zdaj omenil. Se pravi, mi se zdaj zavedno odločimo, da se bomo fokusirali na neko stvar. Zdaj, da bo fokus boljši, možgani poskrbijo, da se v telo sprosti adrenalin oziroma v možganih epinefrin, ki bo v bistvu lahko še povečal nas fokus, ampak bo pa hkrati malo povečal tak občutek razdraženosti oziroma nelagodja. Če se to zgodi, da se malo počutimo nelagodno oziroma tako razdraženo medtem, ko se moramo mi nekaj novega učiti, to v bistvu pomeni, da smo mi na dobri poti. Takrat, ko se mi v bistvu počutimo nelagodno, takrat je v telesu povečan adrenalin, ki pol poskrbi, da se bo sprostil tudi acetilholin v možganih, ki bo osvetlil une sinapse, tako smo se pač že prej pogovorili. Pol pa prejdemo na naslednjo stvar, ki je pa v bistvu postavitev čim bolj natančno definiranega cilja. Zdaj pa zakaj sem poudaril čim bolj definiranega cilja? Zaradi tega, ker raziskave kažejo, da bolj, ko je cilj definiran, lažje in močneje se bomo sfokusirali na tisti določen cilj oziroma na doseganje tistega določenega cilja. Zdaj, če si predstavljamo, kje bomo več naredili oziroma s čim bomo več naredili. Imamo enega, ko se hoče naučiti 7 jezikov v določenem času, pa imamo drugega, ko se hoče naučiti 1 jezik v istem času. Zdaj pa, ok, mogoče res, da bo ko je pač šel 7 jezikov učiti, se bo lahko v 7 jezikih full fajn predstavil. Sam ko se je pa isti čas učil 1 jezik, bo lahko povedal še kam gre, vprašal, kje je WC, vprašal, kje je železniška postaja, pač veste, kam hočem povedati. Tisti, ko se bo učil 1 jezik, bo veliko več se lahko naučil v tistem 1 jeziku, kot pa tisti, ko se bo učil 7 jezikov isti čas. Ok, gremo dalje. Zdaj pa prejdemo na sistem dopamina in zakaj je v bistvu ta sistem tako pomemben. Tu je potrebno takoj reči, da je pregovor, da je pot pomembnejša od cilja, dejansko najboljša prispodoba, ko jo lahko dam v primeru dopaminskega sistema. Veliko kdo misli, da se bo sam dopamin sprostil samo, ko bomo mi pač dosegli nek zastavljen cilj.
Pozabi pa omeniti, oziroma v veliki večini pač ljudje ne vejo, naprimer jaz tudi nisem vedel, dokler da nisem se začel to malo bolj poglabljati, da se dopamin v bistvu sprošča že samo ob želji doseganja cilja, oziroma v nekem pričakovanju doseganja cilja, oziroma predvsem, ko mi dosežemo določene dele tega cilja. Se pravi, če si mi natančno definiran cilj malo razparceliramo, ko bomo mi določene dele dosegali, da bomo bližje cilju, se bo dopamin skozi proti malo sproščal. To bo v bistvu samo pokazalo telesu, da smo mi na pravi poti do doseganja cilja in bomo v bistvu lahko držali lažje tisti fokus. Zdaj to se pa zgodi v prvi vrsti zaradi tega, ker prej smo rekli, da se ob tem, ko se mi na nekaj sfokusiramo, pa postanemo razdraženi, se je povečal v telesu adrenalin oziroma v možganih epinefrin. In če je tistega adrenalina preveč, to sem pa tudi v prejšnjem vlogu govoril, bomo sicer do neke meje bomo fajn sfokusirani, ampak pol bo naš fokus začel plavati zaradi tega, ker bomo preveč razdraženi. No, dopamin poskrbi tudi, oziroma deluje kot neko sredstvo nadzorovanja tistega prerastka adrenalina, da ne naraste preveč. To pomeni, da če bomo mi poskrbeli, da se bo dopamin sproščal sproti malo skozi to naše učenje, bomo v bistvu lahko bolj dolgo, bolj močno sfokusirani, ker bomo držali tisti adrenalin na glih pravih nivojih. Za zanimivost lahko tule dodam, naprimer, en dober primer. Velikokrat se zgodi v športu, da naprimer, predvsem na vzdržljivostnih preizkušnjah, komu odpove telo, pa ne more več naprej pač nadaljevati te preizkušnje. Velikokrat mislimo, da je to predvsem zaradi tega, ko nam je zmanjkalo glikogena, oziroma ko so se začeli krči karkoli, pač da naše telo ni več sposobno. Je pa tudi, ne bom rekel v večini primerov, ampak velikokrat je kriv v bistvu dopaminski sistem. Se pravi, da se premalo dopamina med tisto aktivnostjo pač je sproščalo v telo. Zdaj, to lahko v bistvu, ne vem, bi temu rekel zbiohackamo, kakorkoli, če si mi vmes med to našo preizkušnjo, oziroma neko vzdržljivostno preizkušnjo, rečemo med maratonom, postavljamo vmes neke mini cilje. Rečemo, le zdaj bom pa prelafal tete 1 km ali pa 2 km do unga drevesa, tam bo nov cilj. Bom prelafal naprej, sam še do tja zdržim. Ko bomo to naredili, se bo med tisto potjo sproščalo več dopamina, tako da bi rekel, da si razparceliraš cel maraton in za vsak tisti del boš dobil prerastek dopamina, ki bi v bistvu poskrbel v prvi vrsti, da se adrenalin ne bo preveč dvignil, ker to lahko dejansko podaljša našo, tako da bi rekel, nam lahko dejansko malo izboljša našo kondicijo. Teda, tudi dopaminski sistem oziroma pot je pomembnejša od cilja, lahko uporabimo tudi predvsem v vzdržljivostnih preizkušnjah. Ok, zdaj vemo, kaj so osnove. Rabimo močen fokus, rabimo točno definiran cilj oziroma namen, rabimo dopaminček, rabimo acetilholin, rabimo super kvaliteten spanc, pa rabimo počitek oziroma simulacijo samega počitka. Zdaj pa predpostavljamo, da smo vsemu temu zadostili in kako bi mi to še izboljšali, oziroma kako bi izboljšali samo delovanje vseh teh sistemov, zdaj ko sem jih omenil. Tule je pa potrebno predstaviti še en koncept, ki se pa imenuje ultradiani ritem oziroma ultradiani ritmi. Zdaj, cirkadijalne ritme že poznamo, oziroma cirkadijalni ritem, to je približno 24-urna neka notranja ura. Ti ultradijalni ritmi pa notranjo 24-urno uro razdelijo še na manjše dele, ki so pa dolgi 90 minut. Naprimer, 8-urni spanc je verjetno za večino ljudi slabši po sami kvaliteti iz vidika ultradijalnih ritmov oziroma samega cirkadijalnega ritma, ko pa naprimer 7-urni pa pol. Ali pa 9-urni je pol spet boljši kot 8-urni. Ne samo zaradi dolžine, ampak bolj zaradi tega ultradijalnega ritma. Se pravi, da si mu lažje predstavljali, 7 ur pa pol spanc je razdeljen na 5 tetih 90-minutnih ultradijalnih ritmov. In glede na te faze se kaže, oziroma na te ultradijalne ritme se kaže po raziskavah, ki jih ni veliko, da je najboljše razdeliti sam spanc oziroma sam dan na te 90-minutne cikle. Zdaj v prvi vrsti mora biti tudi naša sama rutina dneva oziroma cikli dneva poskrbljeni na dolgi rok, da so pač bolj kot ne enaki. Se pravi, hodimo v istem času spat, pa v istem času ostajamo. Tule se bojo ti ultradijalni ritmi pol najbolj optimalno lahko nastavili. Zdaj za primer si bomo izbrali mene, zaradi tega, ker pač najlažje govorim vse. Jaz ostanem vsak dan približno ob 6. in tu se v bistvu začne prvi moj ultradijalni cikel, ki traja do 7:30. Zdaj jaz te cikli izkoristim tak, da pač ostanem, se povalčkam, grem na sprehod, si naredim kafe, pa koliko mi še ostane do konca tega cikla, se pravi, koliko mi še ostane do 7:30, pa malo igram igrce oziroma igrco, pa pogledam kakšne videe, ki se ne tičejo mojega dela. Toliko, da pač malo zaženem svoje možgane. In pol se v bistvu začne tudi moj prvi cikel od 7:30 do 9:00,
kjer pa hočem imeti visok fokus oziroma visoke količine fokusa, pa se hočem ali nekaj novega naučiti, ali pa vsaj brati neke raziskave, kjer se pač itak nalagajo nove informacije. Zdaj kavica je itak že začela prejemati, kar tudi poskrbi za malo višji fokus, bomo tudi pol povedali zakaj. Približno 10 minut rabim, da se res fokus dobim tako, ko je treba, in pol probam tisti fokus držati čim dlje, kolikor se da v tem ciklu. Tu pol ponavadi traja do tam 8:45, nekaj takega, se pravi dobrih 45 minut. Tu sem bil zdaj v bistvu močno sfokusiran oziroma sfokusiran tako bi jaz hotel biti, kjer so se pač absorbirale nove informacije, kakršna količina se je pač absorbirala. In zdaj hočem poskrbeti za čim hitrejšo fazo reseta. Pač jaz imenujem to reset, ti lahko rečeš temu kakorkoli. No in to je ta faza nalaganja novih informacij. Jaz v bistvu naredim to tako, da se takoj potem, ko končam, se vržem pod full topo tuš za približno 5 minut. To v prvi vrsti poskrbi, da se bo pač telo pregrelo, kar bo v bistvu malo sprostilo mišice in s tem tudi centralni živčni sistem in bom pol pač lažje padel v tisto fazo počitka. No in pol grem direkt izpod tuša v spalnico, se uležem na akupresurno blazino, ki bo poskrbela še za večjo sprostitev oziroma vsaj pač manj paše, se pokrijem dol in se namestim res najbolj udobno, kakor se da. No in pol je glih ura približno tam 8:50, ko se jaz uležem pa vse to naredim in pol si prižgem to mojo najljubšo joga nidro, ki pa traja 10 minut. In pol pač poslušam tisto vodeno jogo, oziroma to ni joga kot gibanje, to ležiš pa poslušaš, kaj ti on govori. Bom itak delil od spod to moje najljubše, pa si lahko vsak pogleda, kaj mislim. In to je v bistvu to je tudi moj ritem, ko ga pač si jaz naredim. In dejansko moram reči, seveda to je anekdotsko, pa po mojem feelingu, dejansko se mi zdi, da se hitreje naučim, oziroma da si malo več zapomnim, kot sem si prej. Ponavadi si pol pustim 90-minutni ritem vmes, pa naredim naslednjega pol spet od 10:30 do 12. Zaradi tega, ker pač meni tek osebno najbolj paši, ker se mi zdi, da se vmes resetiram. In v tem 90-minutnem ciklu, ko sem si ga zdaj pustil vmes fraj, v bistvu grem trenirati. Zaradi tega, da naredim reset prej iz fokusa mentalnih sposobnosti, pač učenja novih informacij, pa to naredim zdaj v bistvu učenje novih gibalnih sposobnosti, oziroma pač nasploh trening in izkoristim tudi 90-minutni cikl za prvi trening v dnevu, ko ga imam. No in tu bi lahko nastopilo vprašanje, zdaj ko smo prišli v bistvu do konca skoraj, kako se bom jaz zdaj v bistvu lahko učil v enem tem 90-minutnem ciklu ali pa mogoče v 2 ali pa v 3, če se pa ponavadi učim 7 ur za izpit, pa še vse ni tako, bi jaz hotel mogoče iz vidika nalaganja novih informacij. Moje priporočilo bo v vsakem primeru še vedno to, da se v prvi vrsti začneš učiti pravi cajt, ne tako jaz, ko sem se učil 2 dni pred izpitom, ko pol pač itak nimaš dosti cajta, in pa da si te učenje oziroma baute učenja razdeliš na te 90-minutne cikle, ki so prilagojeni glede na to, kdaj greš spat, pa kdaj ostajaš. Je pa tudi naprimer zanimivo, da je pokazano po literaturi, da je 2 do maksimalno 3 te cikle možno narediti na dan, pa 3 je res težko. Ampak to res pomeni 90-minutni cikl močnega fokusa. Jaz osebno mislim, pa kar pač literatura kaže, da boš v teh 2 naredil več, če se bo začel učiti pravi cajt, oziroma naredila več, ko pa če bi se učil 2 dni prej ali pa 3 dni prej, po 7 ali pa cel dan, tako se eni učijo, pa potegnejo še all-nighterje, da itak ni nalagane informacije, tako bi moglo biti, ker ni spanca, ampak o tem zdaj ne bi preveč. Ok, zdaj pa bom šel čist na hiter skozi, kako lahko vse te procese, ko sem jih zdaj omenil, se pravi fokus, namen, karkoli, še z biohackamo. Tu so pa zdaj predvsem iz vidika študij informacije malo bolj tek. Za ene stvari sicer študije ful dobro kažejo, da dejansko delujejo, za druge stvari pa malo manj. Ni pa nobena stvar, ko jo bom zdaj omenil, čist brez kakršnih koli dokazov. Prej da gremo v to, bom sam rekel, da nič od tega jaz ne spodbujam, da se jemlje, zaradi tega tudi ne bom dodal nobenih priporočil o količinah. Sam sicer bolj kot ne vse, kar bom omenil, sem že uporabil pa testiral, ampak to je zato, da vam ni treba. Če pa koga kaj zanima, ne mi pa piše v komentar oziroma v zasebno, pa lahko se tam zmenimo, ampak spet jaz nisem zdravnik oziroma kakršnikoli znanstvenik, da bi lahko te stvari priporočal. Prva stvar je, kako lahko vplivamo še na povišanje adrenalina. Najbolj potentna stvar je itak kofein oziroma sama kava ali zeleni čaj. To bo dvignilo adrenalin. Druga stvar je Wim Hof dihanje, ki v bistvu povzroči rahel stres na naše telo in se nam dvigne adrenalin, kar je super v tem primeru, če naredimo 1 ali pa 2 cikla prej. Potem imamo mrzlo kopel, ki v bistvu v 20 sekundah dvigne nivoje adrenalina oziroma epinefrina zjutraj, ko so pač na nekem našem nivoju, pa vsakem je drugače, lahko dvigne tudi do 200% v 20 sekundah. Se pravi, če naredimo prej mrzlo kopel, pa se gremo pol učiti, bomo imeli povečanje nivoja adrenalina. Pa še zadnja stvar je pa neka ful kratka, visokointenzivna aktivnost, se pravi, naredimo 30 ali pa 40 vojaških poskakov, prej da se gremo učiti, pa pač, ko se itak nadihamo, se lahko učimo, ampak to bo povečalo tudi malo adrenalin v telesu. Pol gremo pogledati samega vidika fokusa.
Na dolgotrajni oziroma sploh na fokus lahko vpliva alfa-GPC, lahko vpliva holinbutarat, predvsem takrat, ko imamo pomanjkanje samega tega v telesu, ki je v bistvu prekursor za sam acetilholin. Potem imamo nikotin. Nikotin je ful dobro nootropično sredstvo, mikrodoza nikotina seveda. Ginkgo-bilobova ekstrakt se dejansko kaže v raziskavah, da lahko pomaga, mora biti ekstrakt 50:1 in pa povišanje ketonskih teles v samem krvnem obtoku. To bo sicer mogoče bolj vplivalo na adrenalin kot na sam fokus, ampak to dvoje se itak prepleta. Potem imamo pa še eno zanimivo, to bom v bistvu čisto na kratko obnovil, bom tudi raziskavo delil v Patreon skupino. Pokazalo se je, da lahko poslušanje nekega tona med učenjem, oziroma da mi vohamo nek von, se pravi, če si prižgemo difuzer zraven ali pa če imamo neko dišavo zraven nekaj na mizi, lahko, če se mi se učimo, pa imamo prižgan zvok oziroma vohamo neko limonino travo. In bolj, ko gremo mi spat, če je tisti ton prižgan oziroma tisti von v spalnici čez celo noč, bo dejansko povišalo nalaganje samih informacij oziroma novih sinaptičnih povezav. To se je pokazalo v eni ful dobri raziskavi. Ok, naslednje je pol samo ožiganje sinaps, oziroma pač ožiganje števila sinaps, pa hitrost samih signalov po sinapsah, oziroma pač kaj lahko na to vpliva oziroma še to izboljša. Mikrodoza psilocibina, mikrodoza LSD-ja in pa niacin, malo višje doze, tam od 250 mg dalje. Pol imamo še hranila za same možgane, ko pač če bomo mi zdaj vse to kao z biohack ali pa že nasploh, če bomo ful sfokusirani, to pomeni, da bojo pač možgani bolj naviti. In tako sem že zadnjič govoril, ko so možgani bolj naviti, več hranil rabijo, predvsem glukoze, ampak lahko pa še poskrbimo z določenimi hranili za mogoče malo boljše delovanje. In to so esencialne aminokisline, sam kreatin, če ga jemljemo, je tako ali tako naložen v mišicah in nam zdaj neke velike razlike ne bo delo, če ga pa ne jemljemo, pa ga dodamo kot neko sredstvo za izboljšanje delovanja samih kognitivnih sposobnosti, pa dejansko se kaže po raziskavah, da lahko pomaga. Pa imamo še omega-3, pa imamo pa še cink, selen pa baker. Zdaj, pokazalo se je tudi v eni raziskavi, ko sem jo glih danes objavil v Patreon skupino, da lahko lutein ful pomaga pri procesiranju samih vidnih informacij, tako da mogoče bi zdaj tule dodal še kot čist sveže zraven lutein. Poleg naslednja stvar so sami ketoni in postenje, to je predvsem iz vidika povečanja adrenalina in razdraženosti, zaradi tega, ker je to stresni odziv telesa na to, da pač mi ne jemo, kar lahko v dopoldanskih urah, če ne pretiravamo, izkoriščamo, o tem smo govorili v prejšnjem vlogu, teda tule ne bom zgubil besed. In pa pol imamo še itak samo podporo spancu. Tu imamo pa zdaj več stvari, ko so bolj znanstveno dokazane. Prva je ašvaganda. Ašvaganda je dejansko ful dobra in je bila zdaj prepoznana tudi kot antianksiolitik, oziroma kakorkoli se to reče, in bo po mojem mnenju kar hitro v lekarnah, tako da si jo še nakupite zaloge, dokler da jo lahko dobite še iz prehranskih trgovin. Pol imamo sam magnezij bisglicinat, pol imamo kamilični čaj, ki že prvo kot prvo zaradi same toplote malo pomerja pred spanjem, drugače pa tudi apogenin ful pomaga, zaradi tega, ker v bistvu sprošča GABO, večji volumen samega obroka pred spanjem in pa eterično olje, predvsem eterično olje sivke lahko pomaga malo pri pomerjanju, če ga imamo pač v difuzerju. Se pravi, tule lahko izkoristimo, da medtem ko se učimo, imamo prižgano sivko, da pač vohamo sivko, pa ko gremo spat, imamo v bistvu v sobi nek von po sivki in dejansko lahko poskrbimo za dve stvari, lažje bomo zaspali, mogoče bo spanc bolj globok za kak procentek, plus tega, da se bojo informacije boljš nalagale zaradi umne študije prej, ko sem jo omenil. Ok, to je to. In kako se izgleda protokol? V prvi vrsti poskrbimo za spanc, zaradi tega, ker samo tako lahko vse pol deluje tako je treba. Pol izbereš čim bolj določen cilj, ko ga hočeš doseči. Pol povišamo alertness oziroma vzburjenost, kakorkoli pač hočeš temu reči. Pol povečamo adrenalin, ki se itak zgodi s tem, ko povečamo vzburjenost. Pol poskrbiš za čim boljši fokus na tisto določeno stvar oziroma na doseganje tega svojega natančno definiranega cilja. In pol vse to skupaj zaključiš z čim hitrejšim prehodom v tavanje misli, se pravi non-sleep deep rest protokol, yoga nidra, samohipnoza, hipnoza in pa vse to pol na koncu dneva še zaokrožiš z samim kvalitetnim spancem. To je to. Jaz upam, da ni bilo zdaj res milijon informacij, zaradi tega, ker sem po moje povedal 10% od tega, kar bi mogel povedati, da bi res bilo tako je treba, ampak glih zaradi tega bom delil tudi vpis, ne samo Patreon skupino, link predvsem do dr. Hubermana oziroma njegovega podcasta, kjer, če boste si pogledali od prvega pa do 11. ali do 12. podcasta, mislim, da boste zajeli vse to, o čemer sem danes govoril. Teda tistega, ko zanima še bolj podrobno, naj klikne link od Hubermana, pa naj se naroči na njegov kanal, zaradi tega, ker je res car. Pa res ima znanstveno utemeljene podatke, pa up-to-date podatke.
Hvala ti za ogled, če ti je bil video všeč, ga lajki, če ti ni bil všeč, ga pač dislajki, oziroma vsaj povej, zakaj ti ni bil všeč. Če misliš, da bo komu pomagal, da se bo hitreje naučil za kak izpit, za kako diplomsko, ali pa če se bo hitreje naučil kakega gibalnega vzorca kot nek profesionalni športnik, mu lahko podeliš tudi video, lahko ga deliš tudi na socialna omrežja, zato ko bi mi pač ful pomagalo, če ne pa tudi ni panike. Važno, da si ga ti videl, pa da ti kaj koristi. Hvala lepa, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!